Ja, rekel sem danes, da imamo v studiu dve zelo zanimivi gosti. Prvo ste verjetno že prepoznali po vidnem spotu. Grem sam naprej. Katarina Mala, lepo pozdravljena. Živijo. Kako si? Spet se vidiva. Ja. Odlično, hvala. Zdaj, nekaj časa se nismo videla, ampak nazadnje, ko smo tale spotek predstavila, opisala, vse smo povedala že o njem. Mogoče za začetek od takrat do danes, kako se je ta spot odvijal, predstavljal. Mislim, da je bil zelo lepo sprejet. Odlično je bilo to, ker smo naredili to zgodbo s tem, da smo povabili moje oboževalce, da se posnamajo doma. Priznam, da je bilo s tem kar nekaj dela, ampak vseeno je bilo vredno in ta videospot mi ostaja še vedno zelo pri srcu kot pač ena potrditev za dobro vrnitev na glasbeno sceno. Se ti je zdelo, da se je veliko vrtel po radijih? Mislim, da ja. Mislim, da je pesem ena bolj predvajanih slovenskih pesmi na radijskih postajah. Tako da sem zadovoljna, kar se tega tiče, definitivno. Zdaj imam dve pesmi med najbolj predvajanimi. Tako, po dolgem času dve pesmi in obe takoj na lestvicah. Tako da nek signal, da so ljudje čakali, da prideš nazaj, da nekaj... Ne vem, ali so se pa stvari malo pravilno poklopile, glede na to, da je in Grem sam naprej in ta nova pesem Greva na kavico. Nekaj zelo narejeno v mojem stilu, rada pripovedujem te življenjske zgodbe in če je imela recimo Grem sam naprej eno res globje sporočilo in tudi meni zelo blizu, pomembno sporočilo, da se je treba v življenju včasih ne ozirati nazaj, niti naprej, kar je bila tudi meni spodbuda za vrnitev na glasbeno sceno, je recimo Greva na kavico popolnoma lahkotna, brez nekih globih sporočil, dejansko bolj kot ne oznaka ene zelo pomembne slovenske tradicije pitja kave. Ampak v vsaki pesmi pa daš neko noto, malo tako počgeš. To pa vedno počgemo malo, ja, malo mora biti pikro, brez tega ne bo šlo pri meni. Se mi zdi, da tudi brez tega ne začutim pesmi dovolj in pol nisem dovolj iskrena, tako da iz tega vidika mi je pomembno, kaj je v besedilu. Zadovoljna tudi z ogledi recimo te pesmi na YouTube kanalu? Mislim, jaz nimam takih močnih socialnih omrežij, da bi zdaj recimo z enim klikom in z eno objavo doživela ne vem kakšne oglede. Jaz sem vedno svojo publiko in mi je ta publika blizu. Nisem pa tako skomercializirana, ker me družabna omrežja na nek način malo dušijo v tem smislu, da je treba zdaj kaj, ves čas se snemati, ves čas biti gor, vemo, kako delujejo ti algoritmi. Tako da, deva reči, da je potrebno tega veliko početi, jaz pa si želim, da bi bilo tega le dovolj. Tako da, ja, mislim, da Greva na kavico dosega tudi lepe oglede na YouTubeu, definitivno. Videospoti se pa tudi, kot vem, vrtijo. Recimo za prvi videospot smo dobili iz nacionalke tudi posebej pohvalo. Smo se res potrudili. No, preden gremo pa v nadaljevanju oddaje, pa vsi tisti, ki bi Katarino radi kaj vprašali, ki vas kaj zanima o njej, dajte nas poklicati. In sicer predvsem gre pa tudi za te super emolončke, ki jih mi tule imamo na mizici in jih bom malo pokazala. Evo, odlični, King and res. Queen, na zdravje. Na zdravje, obožujem emocelje, res obožujem. Evo, ta lonček čaka na prvega, ki nas bo poklical. Ja. 090-9361-22, naj vam bo nerodno. Katarina bo z veseljem odgovorila na kakršnokoli vprašanje že imate. Ja. Ok. Bomo videli. Ja, mislim, da naši gledalci niso neprimerni, tako da glasbeno seveda, ne. Ok, mogoče kot zanimivost, da si bila tudi na otvoritvi filmskega festivala Portorož in si pela pesem Babica gre na jug. Ne Babica gre na jug, pesem iz filma Babica gre na jug, If You'll Be Back. Od Mije Žnidarčiča. Zakaj to pesem? To je bilo zmenjeno? To je bila prošnja festivala, glede na to, da je bilo posebno obeleženje Babice gre na jug kot le prvega slovenskega filma narejenega v svobodni Sloveniji. In to so pač pomembne obletnice in zdaj se pač napoveduje že Dedek gre na jug. Tako da iz tega konteksta seveda se je pač prosil za to, ker je bil tudi Vinči Vovk Anžlovar poseben gost na otvoritvi, pa predsednik republike, Borut Pahor. Tako da
mi je bilo velik izziv zapeti to pesem, ne zato, ker je bila težka, zato, ker pač ni moja, ker je Mija tako lepo to odpela v filmu Babica gre na jug in ker sem prvič nastala na tem odru z enim kitaristom, Tejem Kolorijem, ki je sicer zelo face fun in ga poznam že celo življenje, ampak nikoli še nisem skupaj nastopila. In ne vem, kaj mi je bilo, ampak ti filmarji so že tako ena taka dost zafrknjena publika, težka publika, zahtevna publika. Aha. Tako da sem imela eno ekstremno drugačno tremo kot ponavadi. Tako da sem bila fertik. Si se dolgo pripravljala na to pesem? Ne, sem zvedla, da bom nastopila ne 2-3 dni prej. Aha, tako je bilo pa res težko, ja. Ja, tako da sem bila precej obremenjena. Ne vem, zadovoljna z nastopom? Zelo zadovoljna, res, ful dobra izkušnja. Tudi to, da je prišel predsednik, mi veliko pomeni in ja. Ti je film tudi všeč? Ja, zelo rada imam filme. Moram reči, da sicer zadnje čase veliko bolj spremljam serije, ki so narejene skoraj tako dobro kot filmi. Trenutno sem čisto obsedena s serijo Downton Abbey. Aha. To je pač iz obdobja tega začetka 20. stoletja in ti predvojni, povojni časi. Taka zgodovinska bolj, ne? Bolj zgodovinska, pa hkrati pa še ta, tako kot se reče Angleži, period drama, se pravi britanska kultura, britanski stil življenja. Tako da, všečno. Netflix. Netflix, nisem hotela reči. No, saj ni reklame, ne? Ja. Ok, moč pa kdo pogleda, ne? Ok, zdaj pa preden gremo na kviz, čakate glasbeni kviz. Ja, to je novost v letošnji sezoni, se na tega se ne moreš. Tako da, zelo me zanima, kje imaš ta rdeč klobuk, ki ga oglašuješ na Facebooku? Je to kaj posebno? Ja, tole, tamle ga imamo, v bistvu ga nosim vsakodnevno. To je nič posebnega, samo da je pač bolj hladno, da imam rada lepe stilske stvari, da se rada zelo elegantno oblečem in da mi je pač ta klobuk padel v oči in sem ga takoj kupila. Aha, rdeča barva, ne? Tvoja najljubša? Ja, in pa sem hodila na radijske postaje, seveda na razne intervjuje in potem so se vsi malo bregnili ob ta klobuk. Aha, ko je nekaj posebnega, ne? Ok, super. Preden gremo v nadaljevanje, pa kviz, ne? Velja? Glasbeni kviz, postavil ti bom 3 vprašanja od ene glasbene skupine in želim 3 enostavne in kratke odgovore. Naj povem, da vodi v tem kvizu trenutno Kris, Joker out, 7 točk, med puncami pa Ana Golavšek, 5 točk, tako da tvoj cilj danes je seveda 6 točk. To sta 2 pravilna od 3. Ok, zdaj pa tvoja tema pa je Šank Rock. Tokrat slovenske skupine. Ja, Šank Rock. In prvo vprašanje, kdaj je bila ustanovljena skupina Šank Rock? Pojma nimam. Ja, mogoče se ti pa v sreči, mnogo let nazaj. A prav letnico bi morala vedeti? Letnico točno moramo vedeti, ja. Sem bolj pomagam, če odgovoriš direktno, imaš 3 točke. So bili že v Jugi tudi? Ja. Tudi v Jugi že? Ja, več pa ne povem. Več pa ne poveš. Potem bom pač ugibala, glede na to, da jih poznam tako, koliko so kaj stari, se pravi, jaz sem tam letnik 81, mogoče so oni nastali leta 73? Ne, ni 73, 80, 82 ali 85. A je prav tako mi daš zdaj opcije? Za 1 točko. Kaj si rekel, 80, 82? Ja. Enkrat si se rodila 81, ne? Sedaj pa kdaj? Prej ali potem, ne? Jaz res ne vem. O, Madonna. Koliko je Matjaž star? No, anyway, 85 bom rekla. 82. No, naslednjo vprašanje pa je seveda, ja, koliko je star gospod Matjaž. A dej, no. In sedaj, če on to gleda, ne? To ni fair. Ne, res ne vem, koliko je star. Ja, ga boš postarala, pomladila, ne? Že dolgo časa ga nisem videla, zato res ne vem. Skupaj smo smučali na tistih smučarijah, ki jih je organiziral v Kranjski gori. Žal jih ni več, ne? Ja, žal jih ni več. Sem se prav rekla, da bi morala pisati, da bi bilo odlično, če bi to spet kaj organiziral. Res ne vem, kdaj je... Ja, res ne vem, kdaj. Bomo pa ugibala, ne? No, da imaš kakšne opcije 3. Ja, ta prvo ugibaš,
Ja, lahko ugibam, da je nekaj čez 50. Ja, nekaj številko moraš povedati. Mogoče ti pa posreči. 50. Žal, ne? 52, 55 ali 57? 52. 55. Vidiš, Spet zelo pojma. blizu, ne? Spet zelo blizu. Ok, zdaj smo rekli, da 82 je skupina nastala. Prva plata, pridite na žur, pa leta. 82 verjetno, ne? A oni so takrat ustanovili se uradno? Takrat je bil ustanovljen, ampak kdaj so pa naredili prvo plato? Pridite na žur. A imava 3 opcije. To prvo ugibaš. Prvo je vedno ugibanje. Ja, no, če so se sestavili 82, so pa, ne vem, enega 83, 84 je zdaj plato mogoče. Ja, ne vem, povej. Dobro, 84. Žal ne. 85, 87 ali 89? 85. 87. Kaj toliko časa se rabi za plato? Ja, toliko časa, 6 let so, 5 let so ga srali, ja. Ja, Dober. No, včasih ni bilo tako hitro, nič ne, točk. očitno, ne. Katarina Mala, nič točk. Nažalost, ampak vse se je to že zgodilo, tako da nisi prva. Marija. Tako da boš raj malo srknila iz emolončka, pred nadaljujeva. Res sem žalostna, ker sem kar tekmovalna, tole je bil poraz. No, naslednjič, ko prideš, se boš pripravila, ne? Ja, Wikipedia. Ne? se vem, ampak kaj, kar vse slovenske bende, veš kako je to? Ja, se ni, lahko bi dobila tudi, ne vem, Michael Jackson, Tina Turner, a veš, Ja, kaj je zdaj sej, to bi mi bilo verjetno veliko lažje, ker sem z Michaelom Jacksonom gor rasla, tako da... Ampak spet so tako vprašanja, da Ja. bi tudi težko vedela, ne? Ampak danes imamo mi en zelo dober razlog, da smo tukaj in sicer danes moramo predstaviti tvoj nov komad Greva na kavico. Ja. Ne? Oktobra je bil komad izdan, kaj več boš pa ti v njem povedala. Ne? Ja, Greva na kavico, kot sem rekla, je zelo lahkotna pesem, govori dobesedno o tem, da greva na kavico, obeležuje za moje pojme izjemno pomembno kulturno specialiteto vseh Slovenk in Slovencev in sicer kulturo pitja kave. Kajti mislim, da se Slovenci ob kavi res dogovorimo praktično vse, za poroko, za ločitev in vse vmes. Vse poslovne dejavnosti, jaz recimo veliko poslovnih sestankov upravljam ob kavi. Ne bom trdila, da je to vedno dobrodošlo, ker se mi zdi, da smo ljudje včasih malo preveč sproščeni ob teh kavah, ampak glede na to, da imam izkušnje, kolikrat smo pripeljali severnjake, recimo Britance, dol v Slovenijo na obisk, so šokirani, koliko imamo kafičev in kako zelo so ti polni med tednom v dopoldanskih urah. Ne, nikakor. Nikakor. Te kulture pitja kave v kafiču sploh ni. Tudi kakovostno kavo dobiti je prej izjema kot pravilo. In komad prvič predstavila na Fatalne moškemu. Zelo zanimivo, ne? Ja, v bistvu nisem imela priložnosti za pet cele pesmi, zato ker je to težko izvesti samo s pianistom. Sem nastopila samo s pianistom in sem naredila en tak venček oziroma en tak medley različnih pesmi. Podarila sem Fatalcem You're simply the best, pa We are the champions, pa vse to skombinirala. Pa sem pa seveda zapela, da sva se toliko pucala, da sva se znucala, pa čau, ne boš me zapeljal. Pa sem pa zaključila, ok, fatalni moški se greva lahko na kafe, pa se vse zmeniva, pa sem zapela Greva na kavico. A tako je bilo to? Aha, zanimivo. In kako so reagirali? V redu. Ja? Ja. Vsi iz gledališč, vse igralke in igralci so zelo dobro dojeli moj ta koncept, tako da fajn. In kdo je zmagal? Aljoša Bagola. Aha, nisem spremljal. Ja, Aljoša Bagola. Veš, kdo je to? Ne. On je bil izjemno, pač jaz ga poznam še iz fakultete in to je mož Ive Kranjc Bagola, ona je zelo priznana slovenska igralka. On je pa izjemno znan oglaševalec bil, oziroma kako bi temu rekla, no, kreativc na pristopu, ki je izgorel in ko je izgorel, je zapustil to slavno agencijo in izdal knjigo o izgorelosti. Aha. Morda prav zato fatalni moški, ne? Ne, fatalni je po mojem zaradi ravno tega, ker no, meni fatalni moški pomeni nekaj druge kot mogoče komu drugemu. Meni pomeni fatalni moški nekdo, ki ima neko stabilnost in je hkrati mož in oče, ampak hkrati je tako fatalen, da pritegne nase zelo veliko žensk, ima tako močno energijo, ampak se za nobeno drugo ne odloči, ker ostaja zvest svoji ženi. Zato je to fatalna ljubezen, tako jaz gledam na to.
Bi si bila kdaj izbrana že za fatalno žensko? V nominaciji? Če bi jaz bila kdaj izbrana. Si že bila kdaj? A ja, ne, nisem niti nominirana. Sem ful vesela, da ne. Aha, nisi za te scene. Veš kaj, samo za mene je naziv fatalna ženska je zame pač res. Včasih se mi zdi, da ne zmaga ravno tista, ki bi morala imeti ta naziv. Ja, in potem vsak drugače. Tako vsak drugače malo interpretira. Jaz mislim, da fatalna ženska mora ravno tako pritegniti zelo veliko moških, ampak ne za vsako ceno in mora imeti en svoj prav in svoj zid. Mislim, da je to tudi zelo povezano z inteligenco. Tako da meni je Ljoša Bagola recimo kle v tem oziru zelo všeč. Tako da je zmago zasluženo, ma rekla, ne? Ja, recimo. Sam, če bi ga videl, mogoče ti bi rekel, to ni fatalni moški. Ja, bom preveril. Zdaj, tule sem si tudi zapisal, da pustimo, spot ima 15.000 ogledov, to so številke. Na spotu, da si se 5krat mogla preobleči. Ja. To je zelo zanimiv podatek, ne? No, ne vem, koliko je zanimiv, ampak imamo res zanimivo kostumografijo, kot boste videli, in jaz pač rada nadahnem te oblačila, ki mogoče na prvo noto ne izgledajo tako seksapilna, kot bi morala. Jaz pač nisem za ta turbo folk, ampak res skušam vdahniti življenje, novo življenje tem raznim vintage retro izdelkom. Ampak ne bom preveč povedala, ker bo zelo jasno tudi v samem videospotu. Pa video ima zdaj že več kot 15.000. Ja, to so že podatki, ki so bili stare podatke že prejšnji teden. Ok, to je zdaj, kaj si še mislila povedati? Aha, tudi novo produkcijo si uporabila, ne? Za snemanje spota. Zakaj? Nisi se odbržala prejšnje? Ne gre za to, da je bilo potrebno res izjemno hitro narediti videospot. Tokrat sem šel v sodelovanje z založbo Menard tudi in tle so bili postavljeni deadline, fatalni moški bil 5. oktobra, to jaz nisem mogla zaradi sebe predstavljati, in 7. je bil planiran izid komada. In seveda, Neovisual so bili edini, ki so bili pripravljeni dejansko tako hitro reagirati in smo zelo, zelo luštno in fajn sodelovali. Na hitro, ampak uspešno, ne? Ja, uspešno. Imaš pa tudi zelo zanimivo vlogo, ne? Lahko že zdaj si igralka. Jaz sem kot igralka nastopam, ki pač skuša režiserje prepričati v to, da on nima pojma na nek način in mu skušam usiljevati malo svoj način dela. Njega to precej nervira, on si tudi malo fantazira, kako bi on drugače to naredil. Ampak v resnici pa nisi takšna, ne? Ja, ker sem je. Ok, dobro, zdaj vemo vse. Ne, jaz sem kar control freak, sam sem prijazen control freak. Zdaj, če ima režiser zelo močno osebnost, tako kot Ven Emeršič, tam ne moram jaz nič reči, tam je njegova beseda glavna. Danes, mislim, lahko rečem, da pri Neovisuals smo delali z režiserjem Jakom, ki je mnogo mlajši od mene in je imel zelo začrtan svoj cilj in je v bistvu res delal po planu, tako da ni imel nobenega problema z mano. Super, zato je to spot tudi uspel, ne? Res je. Ok, Katarina, hvala, da si bila del naše družbe. Hvala tudi vam. Pokličite za Emo lončke. Ja, še je čas. Tebe pa prosim za minutko ali stavek za napoved spota, potem se gremo pa kar pogledati. A jaz ne povem? Ja, izvoli. Kam pa? Kar v kamero. V tole. Živijo vsi gledalci Top Music na TV Celje. Zdajle boste si pogledali moj nov videospot za pesem Greva na kavico. Uživajte v videospotu, zapomnite si refren, morda ga boste kdaj uporabili, ko boste koga na kavo povabili. Čau, čau!